Na velikonočni ponedeljek je bil v Mirni Peči na Dolenjskem že 25. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev, katerega začetnik je bil tedanji župnik Janez Šimenc. Tradicijo pa uspešno nadaljuje sedanji župnik Janez Rihteršič o sodelovanju in organizaciji motokluba Trebnje. Osrednji del sta predstavljali slovesna maša, ki jo je ob sedanjem in nekdanjem župniku, policijskem pastoralnem asistentu patru Joni Veneju, daroval škof Andrej Saje in po njem blagoslov motoristov in motorjev. Več tisoč glavo množico zbranih, tudi iz tujine. Na velikem parkirišču pred cerkvijo so nagovorili župan Mirne Peči Andrej Kastelic in županja Trebnjega Mateja Povhe ter škof Saje. Kulturno-zabavni program so oblikovali skupina harmonikarjev, otroški pevski zbor, narodno-zabavni ansambel Pogum in gosti. Prisluhnemo homiliji. Lepo pozdravljeni, sestre in bratje, dragi prijatelji. Lepo pozdravljam in se zahvaljujem gospodu župniku in dekanu Janezu Rihteršiču za pozdravne besede in da nas je povabil in zbral tukaj v tej cerkvi. Tudi gospoda Janeza Šimenca lepo pozdravljam, nekdanjega župnika in patra Jona Veneta, vse vas, dragi bratje in sestre, tukaj z Mirnopeške fare in še posebej tiste, ki ste prišli z motorji od daleč, mogoče nekateri od zelo daleč. Vsi dobrodošli tukaj v Mirni Peči in vas povabim, da danes namenimo nekaj trenutkov ne samo našemu druženju in izmenjavi izkušenj. Bog nam je naklonil lepo vreme, tako da smo lahko prišli, ampak da razmišljamo tudi o velikonočnih skrivnostih, prav o Božji besedi, ob zgodbi dveh učencev na poti v Emaus, ki so jima bila zastrte oči in nista videla Jezusa. Ob tem bomo razmišljali danes, da bi tudi mi odkrivali, kaj nas ovira, da ne vidimo ostalega Gospoda, ki je med nami. To je tisto glavno vprašanje, s katerim se pravzaprav ukvarjamo v teh dneh, kako bi mi vero poživili oziroma kako bi poživili in ozavestili dejstvo, da je Gospod vstal in kakšno spremembo to prinaša v naše življenje. Učenca sta rekla Jezusu, ki ga še nista prepoznala, ko pripovedujeta svoje žalostne izkušnje, mi pa smo upali. Potem pa se je vse slabo končalo. Tudi mi načrtujemo, planiramo, potem pa je vse drugače. Kdo od nas nima takšne izkušnje, ko naredi v življenju načrte, potem pa pridejo stvari, ki so nepredvidene, nepričakovane, kot so različna presenečenja, nesreče, bolezni, trpljenja ali osebna razočaranja. Tako je bilo tudi z Jezusovimi učenci, ki so imeli o njem svoje predstave, kako naj bo on kralj, kaj naj naredi, potem pa se je z njegovim križanjem vse to razblinilo v prah. Velikonočna poročila Svetega pisma nam razkrivajo različne načine srečanja z ostalim Gospodom. Besedila nas vabijo k premišljevanju našega življenja in da bi ga prepoznali in sprejeli tudi mi. Zgodba o dveh učencih, ki nimata imen, lahko je to vsakdo od nas, je med najbolj nenavadnimi in hkrati tudi med najbolj zgovornimi in poučnimi. Položaj in razmišljanje učencev odraža stanje duha, v katerem se lahko tudi mi danes prepoznamo. Učenci imajo vse, kar potrebujejo, da bi verovali. Poznajo svetopismo, Jezusovo oznanilo in tudi vedo, da je umrl na križu. Tudi so slišali, da je vstal. Žene so jim posredovale to izkušnjo, da je živ, a vse zaman. Zaslepljeni so in ne vidijo od razočaranja in neizpolnjenih pričakovanj. Ničesar ne razumejo. Tudi nam se dogaja, da smo poučeni v veri, hodimo k maši, smo prejeli zakramente in potem smo nehali hoditi v cerkev.
Zakaj? Evangelist predlaga dva načina, kako ponovno pridobiti živo vero v ostalega. Prvi je poslušanje Jezusove besede in drugi način je izmenjava izkušnje Boga, ki jo imamo. Ta je lahko večja, lahko je manjša. Pri blagoslovu velikonočnih jedil sem se pogovarjal z enim možem, ker ga nisem poznal, sem ga vprašal, odkje je. Je rekel, ko sem bil majhen, sem ministriral, zdaj pa pridem samo še za blagoslov velikonočnih jedi. Tudi to je nekaj. Učenca kljub dvomom še naprej razmišljata o Jezusu, o njem govorita ter se sprašujeta o pomenu njegovega življenja. In to je nekaj pozitivnega, da se sprašujeta o svojih dvomih in to ju je tudi pripeljalo do rešitve. Med tem pogovorom se ima Jezus, ki je že vstal, pridruži. Jezus je tam, kjer se ga spominjamo in se o njem sprašujemo, čeprav morda še ne prepoznamo njegove navzočnosti. Če se nam v branju ali poslušanju evangelija ogreje naše srce, ozavestimo, da Gospod hodi z nami, je tukaj. Evangelist Luka nas spomni še na drugo izkušnjo, to je skupni obed, so jedli skupaj. Učenca neznanega popotnika zadržita, da bi skupaj jedli. Drug drugega sprejmejo kot prijatelje in se srečajo ter vzpostavijo odnos. Takrat se učencem odprejo oči in prepoznata Jezusa kot nekoga, ki hrani njuna življenja in ju krepi na poti. Če se ob obhajanju Evharistije počutimo okrepljeni tudi mi, ne pozabimo, da je Jezus tisti, ki nam daje notranjo moč in, kot rečemo, milost. Z leti se je v krščanskih skupnosti pojavil zelo konkreten problem, to je, kako naj srečajo Jezusa tisti, oziroma kako naj verujejo, ki ga niso srečali v živi obliki. To je tudi današnja težava vseh nas. Kako naj verujemo, če Jezusa nismo videli? Na katere izkušnje se lahko zanesemo mi? Pomembno je, da učenci Jezusa ne pozabijo, da ohranijo nanj spomin, se pogovarjajo in razpravljajo, se spominjajo njegovih besed, njegovih del in tega, kar je storil. Njihove oči se ne bodo odprle takoj. To je prva stvar, se pravi naša potrpežljivost, ki jo potrebujemo v skupnostih. Spominjamo se Jezusa, pogovarjamo se, poglabljamo sporočilo, razmišljamo o njegovem življenju in kaj bi to lahko pomenilo za nas. Če nas v določenem trenutku Jezus presune, če nas njegove besede zarežejo, če srce začne goreti, je to znamenje, da se rojeva naša vera. Vendar pa to še ni dovolj. Po besedah evangelista Luke je potrebna tudi Evharistija, daritev, obed. Čeprav popotnika še ne vesta, čutita potrebo po Jezusu. Njegova družba jim koristi. Ne želita, da bi ju zapustil. Jezus je stopil in ostal z njima, šele med skupno večerjo se jima odprejo oči. To sta dve ključni izkušnji. Čutiti, da nam srce gori ob spominu na njegovo sporočilo, njegovo delo in celotno življenje. Čutiti, da nas njegova oseba z Evharistijo hrani, krepi in tolaži. Povabljeni smo torej v teh velikonočnih dneh, da v tem tudi mi meditiramo, premišljujemo in se spominjamo Jezusovih del za naše življenje. Jezus ni odsoten, hodi z nami, razodeva se v skupnosti. Tam se lahko tudi mi izrazimo, v skupnosti smo slišani in smo sprejeti. Drug ob drugem tudi lažje razumemo sebe
in svojo duhovno pot. Potem hrepenijo vsi ljudje, tako verni, kakor neverujoči. Čutimo potrebo potem, da nekam spadamo ali nikomu pripadamo. To dokazuje tudi današnje množično srečanje motoristov. Sem ste prišli tisti, ki čutite potrebo po pripadnosti, po druženju, solidarnosti in izmenjavi izkušenj. Ne bežimo v Emaus. Ni malo tistih, ki danes na cerkev gledajo s pesimizmom in razočaranjem. Pravijo, da to ni cerkev, kakršno bi si želeli. Želijo si, da bi bila brezgrešna, živa in dinamična, zvesta Jezusu Kristusu in resnično zavezana gradnji bolj humane družbe. Vidijo jo kot negibno in dezorientirano, preveč zavezano zagovarjano zastarele morale, ki danes zanima le malo ljudi in si žalostno prizadeva za povrnitev verodostojnosti, za katero se zdi, da je na najnižji ravni. Cerkev imamo radi prav zato, ker po njej dobivamo Božje življenje, da lahko v spremstvu ostalega Gospoda postajamo vsak dan boljši in skupaj z njim premagujemo zlo in delamo dobro. Skušnjava, da bi Gospoda zapustili in pobegnili, je pogosta in tudi lahka. Nekateri skoraj ponosno trdijo, da verjamejo v Boga, v cerkev pa ne. Drugi se od nje oddaljujejo postopoma, ne da bi to kdo komaj opazil. Rešitev za nas ni v tem, da zapustimo cerkev, ampak da prepoznamo, kako je Gospod navzoč v naših življenjih, kakšno spremembo nam to prinaša in da obnovimo odnose s krščanskim občestvom, kjer lahko delimo in oživljamo svoje upanje v Jezusa Kristusa, ki je vstal in živi. Vsem želim veselo veliko noč, motoristom pa srečno in varno vožnjo na priprošnjo svetega Krištofa in angelov varuhov.